Vilma Bukovec-Kambič, primadona opernih odrov, se je rodila v Trebnjem. Da bi spomnila na njen pomen in zapuščino, je občina Trebnje s partnerji organizirala prvi Vilmin večer. Vilmin večer je pravzaprav opomnik Trebancem in širšemu svetu pravzaprav, kaj je bila Vilma Bukovec-Kambič, kaj je njena zapuščina, kaj imamo, pa ne vidimo. In v tem oziru želimo v društvu Praetorium Natobikorum tudi v prihodnje ozaveščati o Vilmi Bukovec-Kambič, o naši operni divi in pripravljati Vilmine večere odslej tradicionalno vsako leto. Arije, ki jih je v preteklosti pela velika operna diva svetovnega slovesa, ki je petju posvetila 40 let svojega življenja, sta med občinstvo ponesli domačinki, ki se vse bolj uveljavljata tudi v tujini, Jerica Steklasa in Iris Bečaj. Vilma Bukovec mene zelo inspirira, ker je že v tistem času pela tako velike vloge, glavne sopranske diva vloge, in to ni imela kariere le v Sloveniji v tistem času. Ona je potovala že po celem svetu in je res velika inspiracija zame. Pri gospe Vilmi mi je zelo všeč, da je vedno poudarjala, da je iz Trebnjega. Tudi sama vedno kamorkoli grem, rada povem, da sem Trebanka, in to ponosna Trebanka. Vilma je bila pogumna in navkljub njenim velikim uspehom je bila preprosta. In to izredno cenim in mi je všeč pri njej. Družbo jima je ob klavirski spremljavi Tadeja Horvata in komornega ansambla učiteljev glasbene šole Trebnje pod vodstvom Marka Fabijanja delal tenorist Rok Ferenčak, ki se je z umetnico trebanjskih korenin prvič srečal med študijem ob odprtju spominske plošče Adu Darijanu. Sem na tej proslavi zvedel, da je on bil profesor na akademiji od gospe Vilme Bukovec. In tam je bila ona omenjena kot ena najbolj perspektivnih njegovih študentk. Zelo me je pritegnil njen glas, tako izpovedno, prepričljiva, igralsko dovršeno. Je lepo zgled vsem nam mladim opernim pevcem. Priprave na glasbeno-gledališki dogodek so se začele pred 3 leti. Pobudnica je bila Marija Prosenik, ki je prek klekljarske skupine Žnurce v Trebnje pripeljala to zanimivo rokodelsko spretnost, hkrati pa spodbudila povezovanje med različnimi deležniki v pripravah na operni večer. Življenjska zgodba Vilme nas je navdihnila za edinstven nakit s klekljano čipko, s katerim smo prepredle kulturo in dediščino. Ob tem smo se povezali s središčema klekljanja v Idriji in v Žireh, najbolj pa smo posebej ponosne na vezi z Združenjem Fusiliamo v Italiji. Tako je Vilmin večer postal mednaroden. Vilmin večer je sicer del aktivnosti v sklopu projekta Stik, ki ga vodi občina Trebnje, sofinancira pa Evropska unija. Za občino to pomeni ta dogodek nekaj, da si upamo iti širše. Dejansko je to vrsten dogodek, prvi, in verjamemo, da bomo to še ponovili, kajti je pomembno tudi za našo ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanje enega spomina na tako slovito osebo, ki je bila rojena v Trebnjem in je hkrati tudi častna občanka. Vilma Bukovec-Kambič je umrla leta 2016. Takrat je Trebnjemu zapustila bogato audiovizualno gradivo, tiare in obleke. Njeno dediščino je dramska igralka Ana Pavlin v vlogi ocenjevalke zapuščine ocenila kot neprecenljivo. Obiskovalci pa so uživali v izjemnem večeru.